Ena od, relativno vidnih znakov menopavze ali pa, ki ga lahko povezujemo tudi z menopavzo, je pridobivanje telesne teže. Vse imamo te izkušnje, ke kakšno leto nismo videle kakšne znamke, in kar naenkrat se je strašansko zredila in se sprašuješ, kaj pa se tej dogaja. Zakaj prihaja do pridobivanja telesne teže v menopavzi? Razlogov običajno več. Eden je ta, da naša telesna maščoba tudi tvori estrogen. Izloča estrogen. Kar seveda je našemu telesu všeč, ne, da ima spet malo več estrogena. Tako da imamo nagnjenost k temu, da nalagamo maščobo, zato da nam bo pomagala s tem estrogenom. Drugače je pa tukaj pogosto pomanjkanje gibanja, ker se z leti malo kaj boli, kakšni sklepi, kakšne mišice. In namesto da bi se bolj gibali in s tem preprečevali te bolečine, se gibljemo manj. Prihaja do sarkopenije, zmanjšanja mišične mase. Ravno mišice so pa tiste, ki kurijo energije. Ki pokurijo tisto, kar mi pojemo. Ki povišujejo ta naš metabolizem, tudi ko sedimo pri miru. Mišice kurijo, maščoba je inertna, maščoba ne rabi energije, ne. Tako da zelo velik vpliv je tukaj gibanja in potem je tudi prehrana. Ke tisto naporno obdobje hormonskih sprememb, se mi pogosto tudi tolažimo s hrano. Ne, tisto tolažba, nekaj sladkega, nekaj slanega, nekaj, da se boljše počutim, pa utrujena sem, pa neprespana, recimo. Če imam težave s spanjem, sem bolj lačna. Ker ko spim, se uravnotežita grelin, leptin, hormon lakote in hormon sitosti. In če premalo spim, je grelin povišan in sem bolj lačna. Res sem bolj lačna in več pojem. Tega se še zelo dobro spomnimo iz časov, ko smo hodili ven žurat, ke si bil ob 3 ponoči sestradan. Ja. Zato živijo vsi fast foodi okrog, ker pač nekaj rabiš, a ne. To je to. Mislim, da je to podobno. Ja, to pa recimo, če ne znamo obvladovati stresa. Povišan kortizol spet spodbuja telo k kopičenju maščobe. Tako da v bistvu en kup dejavnikov, ki se potem običajno ravno v tem obdobju, ko to najmanj potrebujemo, skupaj zložijo in povežejo, ne. Če povzamem, kaj sem slišala, za obvladovanje teže v času menopavze je pomembno se dovolj gibati in paziti na prehrano. Tako. In ko rečemo paziti na prehrano, a sva lahko zelo konkretni? A je to ukiniti vse sladkarije? A je to ukiniti vse vmesne sneke? Komu to uspe? To je tisto vprašanje. Res si ne zadati previsokih ciljev tukaj. Prva stvar, ogromno zelenjave. Tudi, ne vem, imam željo po nečem sladkem, ne. In tisto željo je težko premagati. Bomo samo razmišljali o tem, ne, ponavadi. Pol si vzamem malo surovega korenja, malo surove paprike, pojem najprej tisto in potem si privoščim nekaj sladkega, ne. Moj želodec bo že poln teh vlaknin in bom pojedla manj tistega, ne. Če pa te zelenjavo kombiniram z beljakovinami, te tako upočasnijo prebavo, da sem dlje sita. In seveda je manj potrebe po nečem sladkem ali pa zelo mastnem, čips recimo, ne. Torej kombinacija vlaknin, ki so predvsem v zelenjavi in v sadju, in beljakovin. Oreški, semena, sir, tudi trdo kuhano jajce v kombinaciji z zelenjavo je odličen prigrizek. Zdaj vzameva v kontekst, da so ženske, ki pridejo v menopavzo, običajno še krepko vpete v delovni proces. Močno so še del working forca. A je res realno pričakovati, da bomo imele v pisarni pri roki narezan korenček, narezano papriko, trdo kuhano jajce? Sprašujem, jaz iz svojih izkušenj vidim. Nekaj je na papirju in v teoriji, kaj pomeni spedenjen obrok, nekaj pa je, ko je treba 5 dni na teden najmanj, pa potem morda še čez vikend, ko želiš z družino preživeti kakšno aktivnost, imeti vse to na dosegu roke, urejeno vnaprej, priskrbljeno, vnaprej narezano. Kako? To je stvar organizacije v bistvu, ne. Torej vsekakor ne bo podjetje za to poskrbelo, ne, čeprav nekatera podjetja v sklopu teh njihovih kuhinj, menz ponujajo tudi te variante, ampak ni še dosti tega, ne. In je res stvar organizacije. Načrtovati si. Dobesedno lahko tudi ali v telefončku ali na računalniku ali na listu papirja, da si načrtujemo obroke, gremo s tem seznamom v trgovino
In ko imamo, potem lahko tudi v bistvu kolobarimo, ne, se ponavlja vsakih 14 dni isti meni recimo. Je lažje, ne. Je pa, zahteva pa načrtovanje, brez tega ne gre, ne. Tudi, da imaš v torbici, ne vem, eno pest oreškov, pa ene polno zrnate krekerje, kadar te neka lakota zagrabi, pa eno jabolko ali pa kakšno tako stvar, ne. Torej, da imaš, da te ne premami tisti avtomat tam, ne, ker po navadi tam noter ni kaj dosti takega primernega, ne. Še nekaj je treba vedeti, ko mi pojemo z avtomata nekaj sladkega, se nam dvigne krvni sladkor. Dvigne se nam inzulin, ki sporoča celicam, da ta krvni sladkor spravijo na zalogo, in krvni sladkor pade in smo spet hitro lačni. Tako da si naredimo res slabo uslugo. Če pa pojemo zraven eno trdo kuhano jajce, bo pa proces drugačen, ker bo krvni sladkor počasneje narastel. Tako da taki triki, ne, zelo pomagajo. Okej, denimo, da smo prišle v, konec 40. let, torej začetek 50. let. To pomeni, še vedno imamo zelo aktivno službo, imamo, najstnike ali pa, odrasle otroke, ki so ravnokar zapustili najstniško obdobje. Določene kolegice ali pa, gospe imajo pa celo še kar lepo majhne otroke v tem času. Še vedno imamo moža, še vedno imamo vse izzive tega življenja. To se kar kopiči, otroci rastejo iz dneva v dan, je več tega. Kako vemo, kdaj za določene simptome kriviti menopavzo, kdaj je pa to morda preobremenjenost, naravno staranje telesa, ki morda ne zmore več takšnega tempa, kot ga je zmoglo 10 let nazaj? To je zelo, zelo tehtno vprašanje. Tako da je včasih tudi potreben posvet pri zdravniku in malček tudi si poiskati informacije o simptomatiki. Ker recimo, če smo utrujene, brez energije, se redimo, nas zebe, imamo krhke nohte, lahko je to posledica menopavznih sprememb, lahko imamo pa težave s ščitnico, premajhno delovanje ščitnice, ki je tudi v tem obdobju menopavznih sprememb pogostejše. Ne, se pravi, treba razmisliti in mogoče tudi kakšno preiskavo narediti, da vidimo, kaj se skriva zadaj. Ali pa, ne vem, nizek hemoglobin, zelo pogost pri ženskah, sploh če imamo še menstruacije, če so podaljšane, bolj pogoste, ne, v času teh hormonskih sprememb, in ni diagnosticiran, ne. Pomanjkanje železa pa v bistvu lahko v parih mesecih si pomagamo in se boljše počutimo. Tako da tukaj je res potreben razmislek, a je to samo posledica menopavznih sprememb, pač rečemo, bo minilo, ne, ker to mine, ali se lahko kaj drugega skriva zadaj. Težave s spanjem. Pri starejših, ženskah, ki jih poznam, to res pogosto slišim. To zamahnemo, mlajše ženske zamahnemo z rokami pa rečemo: saj bo, se bo že naspala." Ampak kako, globok je lahko ta problem in kako ga reševati? Zelo pogost je. Zdaj eno, če so vročinski oblivi ponoči, ne, takrat se zbudimo vse mokre, včasih je potreben tudi tuš, ne. Tako da ukrepati, kar se tiče vročinskih vplivov. Pa tudi na splošno imamo kar pogosto težave s spanjem. Nespečnost je ravno v tem obdobju, velik izziv za ženske, seveda, če si neprespana, nimaš energije za pametne odločitve, potem tudi čez dan, ne. Tako da tukaj je predvsem higiena spanja, od, ne vem, modre svetlobe, ki nas zvečer zbudi, se pravi, da nismo za računalnikom, za televizorjem, telefonom, da uredimo spalnico. Gibanje je zelo pomembno, spet, tudi za kvaliteten spanec, seveda ne tik pred spanjem, neka intenzivna vadba, ker nas bo zbudila, ne, ampak recimo idealno je dopoldan ali pa vsaj zgodaj popoldan, da je nekaj ur pred spanjem in lahko je tudi zelo intenzivno gibanje in bomo res bistveno boljše spali potem, ne. Reden ritem, naše telo ljubi tak ustaljen ritem pri spanju in pri vsem drugem, ne. Tako da, ali pa včasih je tudi pomanjkanje magnezija, ne. Recimo, že dodatki magnezija, pa že boljše spimo. Lahko si pomagamo z zelišči, z baldrijanom. Kaj pa CBD kapljice? Tudi lahko poskusimo. Torej vsaka najde svoje rešitve. Tukaj smo si zelo različne, ne. Dobro, saj tudi placebo učinek je zelo relevanten, ampak če neki recimo rastlinski dodatek ne povzroča nekih neželenih učinkov,
potem pač, če nam pomaga, je v redu, ne. So pa tudi zelišča, ki so dokazano, znanstveno dokazano učinkovita, ne. Tudi CBD kapljice, ja. Nespečnost je sicer tudi eden od prvih pokazateljev preobremenjenosti ali pa izgorelosti. In včasih, ko obdobje vrhunca naših karier sovpada s pričetkom menopavznega obdobja, si mislim, da je kar težko ugotoviti, čemu pripisovati to nespečnost. Poročanje recimo mojih prijateljic je pač ob 3 ponoči se zbudim in ne morem zaspati. Ja. In se zbudim in razmišljam in me začnejo vse sorte negativnih misli obhajati. Noč je črna, noč ima svojo moč in do 5 zjutraj sem dobra. Tukaj pomagajo lahko vaje sproščanja, kot je skeniranje telesa. Dobimo tudi online, to recimo tudi ameriški vojaki uporabljajo na bojišču, se pravi učinkovita metoda, drugače pa vedenjsko-kognitivna terapija. To je na prvem mestu pri reševanju takih resnih težav z nespečnostjo. Kaj to pomeni? To so Vedenjsko-kognitivna. vedenjsko-kognitivna, to pomeni, da mi spreminjamo razmišljanje. Da ne pademo v tisti cikel skrbi, tesnobnosti, potem itak ne bomo več spali, da tukaj delujemo na razmišljanju in spreminjamo svoje vedenje. Sistematično, postopno. Torej, če vas prav razumem, ko se ponoči zbudimo, zavestno razmišljaš o nečem, kar te pomirja, in Tako. ne dopustiš, da misli odtavajo k skrbem, k temu, kar je potencialno nevarnost, k strahu. Torej, in najlažje, če najdeš sidro, in sidro je lahko lastno telo. Ko ne vem, lahko dihalno vajo narediš ali pa opazuješ svoje telo, občutke, glava, roke. Bolj ko se fokusiraš na eno stvar, bolj preprečiš tem mislim, da odtavajo k skrbem. Je pa treba seveda pogosto to početi, trenirati, idealno vsak dan, da kadar potrebujemo, je tako, kot da bi na gumb pritisnili. In pademo v to stanje, ne. In poiskati načine, tehnike. Itak te tehnike sproščanja nam pomagajo tudi pri obvladovanju stresa. Pa tudi ko imamo recimo v perimenopavzi, so pogosto tudi motnje razpoloženja. Od recimo jokavosti, živčnosti, tesnobnosti do agresivnosti ali pa žalosti, podobne tudi depresiji recimo, ne. Zato, ker se možgani prilagajajo na nove nivoje hormonov. In saj vemo, naše razpoloženje nastaja v možganih. In tudi tukaj si lahko pomagamo s temi vajami sproščanja, s čuječnostjo, različne tehnike. Čuječnost je zelo moderna beseda, v smislu zelo pogosto jo slišimo, tudi veliko se v njej piše. A mi lahko zaupate, kaj čuječnost pomeni za vas? Prisotnost v trenutku. Torej, da ne razmišljamo o preteklosti ali o prihodnosti, ponavadi so to bolj skrbi kot pozitivne misli, ampak da sem v tem trenutku, v svojem telesu. In lahko si pomagam z mojimi čuti, ne. Jaz včasih, ko da sem res tako, kakšen zelo naporen dan, kakšni naporni sestanki, potem se usedem v avto in preden se odpeljem proti domu, vzamem eno majhno čokoladico, 85, tako, res majhno, 85-odstotno, in miže tisto pojem. In se fokusiram samo na okus čokolade v ustih. Par minut. In je drugače, ne. Ali pa vonj, ali pa poslušam zvoke in se sfokusiram samo na zvoke. To je čuječnost. Se vrnem v ta trenutek vase, v telo ali pa v okolico. Veste, kaj se meni dogaja, kadar si privoščim čuječnost? Da ugotovim, da sem utrujena. Če pa razmišljam o planih tistega dne oziroma vsem, kar moram še postoriti, pa te utrujenosti ne čutim tako zelo. A je mogoče to lahko razlog, zakaj imam alibi, da se oziroma zakaj imam razlog, da se izogibam čuječnosti? Ampak utrujenost je še zmeraj tam, samo prikrita je, ne priznamo si je, ne. Samo to je razlika. Ali se zavem, da sem utrujena, ali pa moje telo reže na tistih zadnjih atomih moči, ampak potlačim, ne. Kar tudi vodi potem v izgorevanje, ne. Ko se ne zaveš, kaj se ti dogaja v telesu. Da pretiravaš, da je obremenitev prevelika.